Živjo, jaz sem Barbara Pregl, sem glavna urednica na založbi Mlinc. Kaj to pomeni? To pomeni, da pravzaprav ves čas berem, izbiram knjige, skrbim za to, da v bistvu knjige, ki jih prevedejo, napišejo drugi, ali pa ki jih sama jaz pač prevedem ali pa tudi napišem, izidejo in pridejo do bralcev. Trenutno berem cel kup stvari, ampak ker berem tako doma kot tudi v službi, bom zdaj povedala to, kar pravzaprav berem v svojem prostem času. Tukaj je knjiga Uroša Zupana Arheologija sedanjosti. Izdala jo je založba Sodobnost, torej to je knjiga esejev. V njej Uroš Zupan piše o svojih branjih in o knjigah, ki so ga navdihnile. Namreč tudi meni so zelo všeč knjige, ki govorijo o drugih knjigah, in če bi morala ocenjevati to knjigo, bi ji dala oceno 5. Potem je tukaj ravno tako, torej bolj znanstvena, ampak hkrati tudi esejistična knjiga Nine Dragičević Kako zveni oblast. Ta knjiga me je pritegnila s svojim naslovom, namreč to se mi zdi izredno izvirno, torej način, na katerega Nina Dragičević raziskuje oblast. Vemo, da seveda oblast skuša imponirati, ampak kako pa to lahko počne prek zvoka, pa raziskuje Nina v tej svoji raziskavi. Ideja se mi zdi zelo dobra, na trenutke je knjiga mogoče malo manj konsistentna, tako da bi dala oceno 4. Potem je pa tukaj še tretja knjiga, ki jo pa šele začenjam, tako da tej ne bom mogla dati nikakršne ocene, ampak začetek je zelo obetaven, tako da začetek si zasluži oceno 5. To je knjiga Barjanski otrok, Šoman Don jo je napisala, to je irska avtorica, založba Zala je izdala to knjigo, prevedla jo je pa Tina Mahkota. Za zdaj sem čisto na začetku romana, ko policija odkrije truplo nekega dekleta v Šoti, vse skupaj se dogaja na Irskem in me zelo zanima, kaj se bo še naprej zgodilo. Meni so všeč različni žanri, tako da nimam nekega posebno ljubega žanra, ampak v zadnjem času sem odkrila tudi dramatiko, rada berem romane in rada berem tudi poezijo. V zadnjem času pa tudi veliko berem mladinske književnosti. Knjige so z mano od vedno, ves čas jih imam tudi zelo rada. Spomnim se, ko sem bila še zelo majhna in so moji stari starši živeli v nekem starem meščanskem stanovanju s temi visokimi stropi. Tam so bile zelo visoke knjižne omare, meni so se zdele, da segajo v vesolje in še čez. In mi je bilo zelo zanimivo, ko sem stala majhna pred temi knjižnimi omarami, se je zdelo, da se pravzaprav pred mano razprostira ves svet. Med najljubšimi avtorji bom pa vseeno naštela nekaj teh, s katerimi se ukvarjam na založbi Mlinc. Trenutno mislim, da je ena bolj zanimivih avtoric, mojih zanimivih avtoric, Kare Santos. Avtorica, ki me tudi zelo navdušuje in se trenutno z njo ukvarjam, je tudi Katiša Aguirre. Tako da za zdaj bi 2 avtorici dala. Knjige so z mano ves čas, so v mojem poklicnem življenju, so tudi zasebno z mano. Mislim, da v bistvu pač knjige v naš svet prinašajo ene zelo pomembne vrednote, širijo naša obzorja in to na vseh različnih nivojih. Ne vem, če bi si ravno izbrala kakšno kriminalko kot knjigo, v kateri bi rada živela, ampak prav gotovo bi rada živela v kakšni knjigi, recimo Jane Austen. Prej sem omenila Jane Austen in meni so pri njej najbolj všeč te uporniške junakinje, tako da nekako najbližje so mi dekleta pravzaprav, ki so upornice. Med liki, s katerimi bi se pogovarjala, bi pa zbrala Bena iz romana Laž in zdaj tudi Resnica.
Namreč zdi se mi v bistvu en tak lik, ki veliko stvari pusti neizrečenih in me cel kup stvari še zanima.